Torej, goriški Nemci in tabor v Šempasu, Martin Vadič, mladi raziskovalni doktorski študent pa raziskovalec na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, ki nam bo torej popeljal še v četrto deželo, kateri so bili Slovenci torej na Goriško. Prosim, napisal. Sekundu, da pripravim še pravno. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat za besedo. Rad bi najprej seveda vse lepo pozdravil. V svojem današnjem prispevku se bom, kot je bilo rečeno, posvetil taboru v Šempasu, ki predstavlja enega od razloma osrednjih dogodkov taborskega gibanja na Goriškem in hkrati pomemben mejnik v političnem življenju goriških Slovencev. Vsebinsko nekako moj današnji prispevek razdeljen na dva dela, in sicer bom najprej v prvem delu predstavil osnovne značilnosti tabora v Šempasu, nato pa se posvetil predvsem zanimivi reakciji lokalnega nemškega časopisa po imenu Goethe Zeitung na taborsko dogajanje in seveda interpretacij potem tega odziva. Samo da dobimo kratek pregled, na začetku nekaj besed o samem taboru. Ta tabor se odvija 18. oktobra leta 1868 pri vasi Šempas v srednji Vipavski dolini, mogoče jo poznate, mogoče tudi ne. Po taborih v Ljutomeru in Žalcu pa predstavlja tretji tabor v slovenskih deželah in prvega na Goriškem. Odločitev za organiziranje tabora je brez dvoma padla pod vplivom preomenjenih uspešnih taborov na Štajerskem, čeprav ni znano, da bi se poimensko kateri izmed slovenskih politikov, se spravi politikov iz Goriške, udeležil teh taborov na Štajerskem. Tako da je v bistvu organizacijo so prevzeli lokalni goriški slovenski politiki, izmed katerih lahko izpostavimo vsaj doktorja Karla Lavriča, ki je nekako odigral vodilno vlogo. Sam program oziroma potek tabora se ni bistveno razlikoval od ostalih slovenskih taborov. Zborovanja se je po oceni doktorja Josipa Vošnjaka, ki se je kot edini predstavnik negoriških Slovencev udeležil tabora, udeležilo med 10 in 12 tisoč obiskovalcev. Predsedoval je dr. Karel Lavrič, tabor pa je podal podobne resolucije kot ostali slovenski tabori. Na prvem mestu torej zahtevo po zedinjeni Sloveniji, o kateri je govoril lokalni politik dr. Josip Tonkli. K tej točki se je čisto mimogrede oglasil tudi Vošnjak kot zastopnik štajerskih Slovencev in bil, kot sam pravi v svojih spominih oziroma v spominskem zapisu o svoji udeležbi v Šempasu, pozdravljen z brezkončnimi slava in živijo klici. Nato je nastopil Ivan Nabergo iz Proseka, tedajni deželni in kasnejši državni poslanec, ki je govoril o peljavi slovenskega jezika v šole in ustanovitvi pravne fakultete v Ljubljani. Končno pa se je še Lavrič zavzel za vpeljavo slovenščine v urade oziroma uradno poslovanje. Rad bi dodal še to, da je zvečer sledil zabavni del dogodka, se pravi baklada, ognjemet in nastopi raznih pevskih zborov. Mogoče je bilo to, smo nekako premalo poudarili, da je to bilo tudi del taborskega dogajanja, se pravi ne samo koristno, ampak tudi prijetno. In kot poroča Vošnjak, so nato po vsej Vipavski dolini goreli kresovi in pokali možnari. Že pred začetkom tabora, tukaj vidimo sicer vabilo, pa je v bistvu za precej razburjenja poskrbel glas okrajnega glavarstva, ki ga je takrat v Gorici vodil baron Felix Pino von Friedenthal, po rodu sicer iz Koroške, ki je nekako po ukazu tržaškega državnega namestništva udeležencev, ki so proti Šempasu napotili skozi Gorico, odredil določene poti, se pravi, da se smejo gibati samo po določenih poteh. Poleg tega je večjim skupinam prepovedal vstop v središče mesta, prepovedana pa je bila tudi nošnja zastav in drugih narodnih znamen, kot tudi, če citiram, šunder in petje v mestu. Po mnenju znanega goriškega liberalnega politika Andreja Gabrščka je za tako reakcijo bilo zaslužno predvsem nasprotovanje goriških Italijanov. Da je omenjeni razglas povzročil precej razburjenja med goriškimi Slovenci, pa priča tudi zapis Ernesta Klavžarja, enega od vodilnih organizatorjev tabora, ki je, če citiram, zapisal:
Kaj takega nismo pričakovali in razžalil je ta ukaz vse Slovence, kajti Gorica je tudi naše mesto. Tu se shajamo vsak dan po vseh ulicah v raznih opravilih, le na dan naše radosti morali smo hoditi po stranskih poteh. No, ne glede na prizadetost, ki jo je to brez dvoma sprožilo pri številnih Slovencih, pa lahko pri tem postopanju habsburških oblasti, po mojem mnenju, le stežka najdemo nek izrazit antislovenski naboj oziroma težnjo po omejevanju samega tabora. Razglas je bil namreč izdan z namenom preprečevanja dodatnih nacionalnih napetosti ali celo izgredov, do katerih bi v Gorici glede na zaostrene nacionalne razmere po končanju avstrijsko-italijanski vojni leta 1966 seveda brez dvoma lahko zelo hitro prišlo. Interpretacija o antislovenskem značaju teh ukrepov je še toliko manj verjetna, ker je glavar, baron Pino von Friedenthal, že takrat bil znan kot Slovencem zelo naklonjen uradnik, ki je na primer spodbujal uradovanje v slovenščini, dvojezične napise in istega leta tudi prvič pozdravil deželni zbor v slovenskem jeziku. No, kakorkoli že, vsekakor je ta omenjeni razglas sprožil zanimivo in tudi nepričakovano reakcijo lokalnega nemškega časopisa Goethe Zeitung. V tem listu so namreč izrazili svoje začudenje nad tako ostrimi ukrepi, ki da so v nasprotju z obstoječo prakso v drugih delih Habsburške monarhije. Če citiram samo ta citat, se drugače tudi vidite, no. Jedenfalls habe ich dieses Verbot, die Stadt zu betreten, wo es sich doch nur um einen harmlosen Slowenentabor handelt, gegenwärtig in Österreich ziemlich beispiellos. K komentarju ravnanja z udeleženci tabora se je goriški časnik vrnil tudi v naslednjih dneh. Namreč po taboru 20. oktobra je urednik časopisa Heinrich Penn objavil daljši komentar, v katerem je ostro napadel postopanje mestnih oblasti za udeleženci. Urednik je zapisal, da je tako ravnanje v nasprotju z duhom ustave, posebno pa ga je zmotilo angažiranje žandarmerije iz Trsta, ki naj bi ohranjala red. Udeleženci so se namreč po Pennovem mnenju vsi vedli dostojanstveno, zato naj bi bilo tako ravnanje nadvse neprimerno, ne glede na to, kdo je pač že bil udeleženec shoda. Zdaj, tega ne vsega bramo, se lahko vidite. Prevedu pa ne bi, ne? V Sloveniji. No, če kdo ne razume, lahko mu z veseljem seveda potem prevedemo. Torej, to pozitivno oziroma prijazno poročanje goriškega časnika o taboru v Šempasu je sicer presegalo zgolj kritiziranje ravnanja oblasti. Časnik je namreč tako najprej objavil vabilo, ki ga je pripravil pripravljalni odbor, kasneje pa objavil tudi daljše poročilo o poteku tabora izpod peresa nekega anonimnega poročevalca. Ta je obnovil vse na taboru izrečene zahteve, končno pa še pohvalil udeležence in organizatorje, saj naj je bil tabor izveden, če citiram, v zglednem redu. Torej, ta pravkar opisana oziroma orisana epizoda je mogoče na nek način minorna, a po mojem mnenju kljub temu vredna pozornosti. Namreč odpira nam zanimiv pogled v delovanje in politično-kulturno opredelitev neke nemške skupnosti, ki v slovenski historiografiji doslej še ni bila deležna neke pozornosti, vsaj večje ne. To so namreč Nemci na Goriškem. Tukaj mislim, da lahko vidimo tudi nekaj zanimivih primerjav oziroma razlik v primerjavi z njihovimi sonarodnjaki v drugih slovenskih pokrajinah. Zdaj, glede na to, da je bila nemška skupnost v Gorici šibkejša, se pravi malo številčnejša in tudi organizacijsko šibkejša, pa v bistvu prav to nemško časopisje, ki je v Gorici sicer izhajalo le nekaj let, ta Goethe Zeitung oziroma kot se preimenoval Goethe Wochenblatt, je izhajal od leta 67 do 69, pa v bistvu predstavlja njihov osrednji institucionalni organ, s pomočjo katerega lahko vsaj deloma rekonstruiramo njihove politične opredelitve. Kaj nam torej ta odziv na tabor v Šempasu lahko pove? Najprej je tako izrazita podpora taboru brez dvoma že na prvi pogled presenetljiva. Kot je bilo danes že večkrat omenjeno, je namreč nemško časopisje oziroma liberalno nemško časopisje o taborih poročalo več kot precej kritično, precej pikro, kot smo slišali, da so v bistvu tole zborovanja nekih neukih kmetov in podobno.
Zdaj, v Goethe Zeitungu so se res da sklicevali predvsem na liberalna načela, ne? Ampak na liberalna oziroma ustavovirna načela so se neprenehoma sklicevali praktično vsi nemški meščani v vseh slovenskih deželah vsaj do časa Tafijeve vlade. In ne glede na ta njihov deklariran liberalizem, so se na primer v istem času Nemci na Kranjskem zelo ostro nasprotovali slovenskim nacionalnim zahtevam, kar se je na primer odrazilo tudi v precej kritičnem in pikrem poročanju o slovenskih taborih. Prej je dr. Matič že nekatere primere omenil, ne, recimo v takratnem ljubljanskem nemškem tedniku Laibacher Tagblatt so recimo te opisovali kot sem že omenil, neka zborovanja neukih kmetov, ki slepo ubogajo župnika na Prižnici in na to sprejemajo sklepe, ki v bistvu sami niti ne razumejo. Glede na to, da smo danes brali nekako ob obletnici tabora v Vižmarih, sem tukaj izbral nekaj citatov, ki so se pojavili recimo takoj po tem taboru, sicer 18. maja leta 1969. Mogoče je zanimiv prvi oziroma drugi citat tukaj, ne, če na hitro prevedem, spravi, recimo kako osporavajo že samo število udeležencev, to, da ne bi bilo 30.000, to so pač klerikalne navedbe, ne, če mirni opazovalci govorijo le o 8.000 udeležencih. Od tega pa jih je več kot polovica bilo v bistvu ženski in otrok, pri čemer so tudi tisti moški, ki so prišli recimo iz Ljubljane, v glavnem pripadniki tega služabniškega sloja. Kot tukaj pač jasno piše na koncu. Die Stadt Laibach hatte fast alle ihre Lehrjungen in ein großes Kontingent der dienenden Klasse zum Tabor gestellt. Spravi, ta kritična os je zelo jasno videla. Skratka, že na prvi pogled lahko torej opazimo razliko med poročanjem ljubljanskega in goriškega nemškega lista. Jaz mislim, da te razlike ne moremo pojasniti zgolj s tem, da so se v bistvu v Gorici zgolj bolj konsekventno držali liberalnih načel, na katere vsaj deklarativno pristajajo tudi ostale nemške liberalne oziroma ostali nemški liberalni listi. Kot je v svoji obsežni študiji o kranjskih Nemcev ugotovil dr. Dragan Matič, je nemško nasprotovanje slovenskim zahtevam nasploh težko razumeti zgolj preko deklariranega razloga, namreč da je slovenska stranka reakcionarna oziroma klerikalna. Med Slovenci namreč brez dvoma najdemo tudi številne liberalce, ki so v veliki meri delili poglede oziroma prepričanja ustavovercev glede konkordata in drugih perečih kulturnih vprašanj. Zato je po mojem mnenju potrebno prave razloge iskati v specifičnih okoliščinah, v katerih so se po vojni leta 1966 znašli goriški Nemci. Glavna nevarnost za njihove pozicije in vpliv na Goriškem tedaj namreč ni predstavljalo spreminjajoče se slovensko nacionalno gibanje, temveč goriški Italijani, katerih del je bil identistično nastrojen in je v bistvu tudi bolj ali manj odkrito stremel k združitvi z Italijo. Na Goriškem je tako prišlo do precej zanimivega primera zavezništva med organi cesarske države na eni strani in goriškimi Slovenci, katerih prisotnost in politično moč v deželi se je vlada nekako odločila izkoristiti za omejevanje teh italijanskih teženj. Tej politiki pa so sledili tudi goriški Nemci, katerih prisotnost v Gorici je bila neločljivo povezana z prisotnostjo organov Habsburške države. Na tej podlagi nekako tudi to prijazno poročanje oziroma zelo naklonjeno poročanje tega goriškega nemškega lista, ki je bil, mogoče tega prej nisem dovolj izpostavil, v ostalih pogledih popolnoma klasično liberalen, se pravi, ne gre se za konzervativno glasilo, daleč od tega. Tako, da če sklenem, mislim, da tabor v Šempasu ni pomemben le za zgodovino slovenskega gibanja na Goriškem, temveč tudi za preučevanje splošnih značilnosti goriške nemške skupnosti in njenih političnih opredelitev v času po začetku ustavne dobe. V tem oziru pa je pač to naloga, se pravi podrobnejša predstavitev nemške skupnosti na Goriškem, ki nas slovenske zgodovinarje oziroma zgodovinarje na splošno v veliki meri brez dvoma še čaka. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala. Bi dal prepomico, vsi ga vladamo nemščine, tako da je v takem primeru vsekakor so boljši prevodi. Se strinjam, ja. Zaradi strokovnih fines. Se sam tam bi dal na
prevedel bi direktno na svoji poslovnici. Ja, se strinjam, sprejmem to pripombo oziroma kritiko, nekako sem tudi ta diskurs, ki se ga poslužujejo, skušal predstaviti negativno, mislim, neposredno, ampak se pa strinjam, bi bilo boljše dodati še. Vprašanje, mnenje, dragi Sečič, prosim. Torej, ta argument vedno, kot vsi ti časopisi, jemljajo neke stereotipne argumente in argument, da je v bistvu nekem dogodku, da so prisotni predvsem nižji družbeni sloji, ženski in otroci, je argument, ki ni nastal v 19. stoletju, je že prej tudi v bistvu, ko so upori, se vedno poskuša znižati neko moč teh uporov s tem, da je večina prisotnih žensk in otrok. Ni to samo del časopisne retorike, to je ena taka zanimiva stvar tega časa, ampak se ista retorika uporablja tudi v uradnih poročilih. Če bi brali poročila o, recimo, taboru v Kastrovu v Istri, tudi tam so hoteli znižati moč tega tabora na tak način, da so napisali, večina udeležencev je žensk in otrok, ali pa so prihajali iz Kranjske, so v bistvu uvozili na ta tabor. Mogoče samo še eno stvar, ki pa je pomembna in tukaj je verjetno se vidi razliko med Koroško, Štajersko na eni strani, Kranjsko in Goriško na drugi strani. A lahko poveste v kamero? Se sliši. Je ta, da v bistvu takratni kranjski deželni predsednik Konrad ni tako zelo naklonjen v bistvu slovenskemu uradovanju, v bistvu bilo na Goriškem, to, kar si lepo povedal, precej drugače. Najdeti je njegovo popraševanje, kako je z uveljavljanjem tudi slovenskega jezika v uradnem poslovanju, ampak njega predvsem zanima, kje so težave. In kdo se je zaradi tega uveljavljanja slovenskega jezika v uradno poslovanje pritožil. Zdaj, kakšni so bili odzivi na to, v bistvu z tega gradiva, ki se ga jaz videla, ni zaznati, verjetno da treba še nekoliko prevedevati. Torej, če se samo na kratko lahko odzove, naprej hvala za te dopolnitve oziroma to dodatno razlago. Ja, seveda, in iz tega razloga je še toliko bolj pomenljivo, da recimo v poročanju v Goriškem časniku pa ne najdemo tega, da so bili zdaj na taboru v Šempasu samo, oziroma da je bilo pol ženski in otrok, pa da je bila ostala polovica itak neukih kmetov. Tako da tukaj je ta razlika v poročanju zato še toliko bolj jasno vidna. Vinka, rajš? Janki si. Aha, hvala. Kdo bo prvi? Jale si prezir. Dobro, ja. Jaz sem starejši. Prav. Ko bi bil že tu prebran referat Branka Mršica, bi mogoče kakšno od mojih dveh vprašanj ali pripomb bili odveč, ali bile odveč. Bi pa to rekel, zdaj Nemci na Goriškem seveda niso bili večina, so bili tudi manjšina, čeprav so bili del elite oziroma vladajočega naroda v državi. S tem bi morda se tudi razlagali neko večjo toleranco ali dojemljivost do slovenskega gibanja. In drugo, ko omenja kolega, da je treba še kaj o Nemcih na Goriškem preiskati, je pa v novejšem času pa nekaj več, ker veliko, o Judih v Gorici. Kako se bo to preplete, kakšen pa je delež, če je zaznati judovskega prebivalstva v Gerzercajtu konkretno? Ja, hvala za vprašanje. Torej, najprej glede številčnosti, seveda imate popolnoma prav. Nemška skupnost je gotovo bila velika manjšina. V sami Gorici mogoče okrog 10, malo več procentov prebivalstva, medtem ko v ostalih delih dežele praktično niso prisotni. Bili so pač neki nemški jezikovni otoki, tudi nad Baško grapo, ki pa so v tem času v glavnem se nekako že asimilirali.
Pa tudi tukaj se je šlo za nekaj vasi, no, tako da daleč od tega, da bi govorili o neki niti ne veliki manjšini. No. Tako da to gotovo je tudi eden izmed razlogov, se seveda popolnoma strinjam. Glede drugega vprašanja, glede judov, pa je tako, da se goriški judje v veliki večini opredeljujejo z italijansko skupnostjo v mestu. Kolikor sem pač s to tematiko seznanjen, verjamem, da mogoče je bil kakšen tudi med Nemci, ampak recimo v Goethe Zeitungu praktično sploh niso prisotni, za izjemo splošnega poročanja o Judih, ki je seveda pozitivno, ne? Kot sem rekel, gre se za liberalno glasilo, ne? V teh nemških liberalnih listih v tem času še ne bomo najdli nekega antisemitizma, kot je bil recimo takrat prisoten med Slovenci. Tako da so pa, ampak v sami nemški skupnosti pa ne odigrajo neke velike vloge, ker kot sem rekel, večinoma se opredeljujo z italijansko skupnostjo v Gorici. Hvala. Vinko, rajš? Mogoče samo ena malenkost. Glede Nemcev, se pravi, Nemci v Gorici so bili pretežno povezani s protestanti. In to je bila najmočnejša protestantska skupnost takrat v Sloveniji. In to je bila pa tudi edina skupnost, ki ni bila nemško-nacionalistična. In to zdaj, kje vidim tudi eno tako povezavo, prvič, bilo je zelo dobro sozvočje z uradniki, cesarskimi, namreč cesar osebno je leta 1857, ampak osebno dovolil gradnjo cerkve v Novi Gorici, v Stari Gorici, ja. To je bilo prvo, no in drugo, ugleden član te protestantske skupnosti je bil Karl Lavrič. In zato tudi do enega Karl Lavrič kot, bi rekel, slovenski čitalničar in taborski govornik, gotovo, da ni moglo tukaj priti do nekega nasprotovanja. Ja. No, to je članek v Stati in obstati, Karl Lavrič protestant. Ja. Hvala lepa za to dopolnitev, se seveda popolnoma strinjam. Je pa ta nemška protestantska skupnost v Gorici seveda nastala predvsem kot nek stranski produkt, če lahko temu tako rečem, no, delovanja družine Ritterjev, ne, ki prihajajo iz osrednje nemškega prostora in potem v bistvu postanejo največji industrialci na Gorici oziroma na Goriškem, v Gorici in njeni okolici, in so nekako tudi vodilna sila te protestantske skupnosti, tudi večina teh nemških protestantov, ki se v bistvu preseli potem v Gorico, se preseli v zvezi z delom v raznih teh Ritterjevih industrijskih obratih, ne, ki se oblikujejo v Gorici in njeni okolici. Hvala, še kdo? Vojko Kunaver, prosim. Ja, jaz ne bi bil direktno. Na vas vprašanje prihajam iz Zavoda za šolstvo zgodovina, tukaj je s kolegico dr. Vilmo Brodnik, ki ves čas spremljala tole današnje strokovno srečanje. Rekel bi samo to, pravzaprav, da vse te stvari, o katerih se danes poglobljeno pogovarjamo, seveda padejo tudi v šolsko polje. Se pravi, tudi naši otroci, tako v osnovni kot v srednji šoli, torej se o tem učijo. No, rad bi pa poudaril, da smo letos, v letošnjem šolskem letu, organizirali ob 150-letnici taborskega gibanja tudi tekmovanje na po isto temo v osnovni šoli, ki je pripravila kolegica magistra Bernarda Gabrova, tudi svetovalka Zavoda za šolstvo v Celju. Odziv je bil zelo dober, okrog 6000 tekmovalcev z praktično vseh slovenskih osnovnih šol je sodelovalo, tako da je bil naš namen in želja, da to problematiko še bolj poglobimo. No, to želim samo izpostaviti, zato da boste kot strokovna javnost tudi seznanjeni, tudi na področju šolstva se dotikamo aktualnih tem in vsebin. Kolegica dr. Vilma Brodnik, ki je urednica revije Zgodovina v šoli, je poskrbela tudi za to, da so bili tudi strokovni članki objavljeni v reviji, ki doseže vse naše učitelje, in pa seveda posebno bi se želel zahvaliti tudi dr. Dragici Čeč, ki je
poskrbela, da so bili določeni članki prav v ta namen pripravljeni na temo taborskega gibanja, ki so mladi populaciji bolj blizu, se pravi, da so pisali v jeziku, ki je njim bližji, da ni preveč strokovno na visokem nivoju. Samo toliko z naše strani, oziroma če ljudje naše... Prejelo še Vilma Brodnik se javlja. Kolega, tu najbolj je omenil tudi našo revijo, sem namreč urednica te revije Zgodovina v šoli in smo jo lansko zadnjo tematsko številko namenili tudi taborskemu gibanju. Dr. Verica Čeč je prispevala tak pregledni članek in tudi na naslovnici imamo tako lepo razglednico Pozdrav iz Vižmarjev. No, ker sem pa tudi domačinka iz Šentvida, bi mogoče pa samo to še omenila, zakaj bil tabor prav v Vižmarjih. Ali ste lahko pred kamero, da vidimo? Se mislim, da se tudi dobro sliši. Druga javnost. Tudi šolskih krogov sem tako, da znam tudi nekaj spostigniti. Druga javnost, vse nas Slovenija. Gospod, dajte, pustite, če potem govorila, jo bomo pač. Šentvid, namreč Vižmarje je eden od krajev, ki gravitira na Šentvid. Šentvid v 19. stoletju je bil samostojna občina in eden zelo pomembnih krajev tukaj v okolici Ljubljane. Šentvid torej kot upravno, versko, gospodarsko, kulturno središče. In na Šentvid je gravitiralo 9 krajev, med njimi tudi Vižmarje. Ravno v tem času se v Šentvidu recimo začne utrjevati in razširja tudi mizarstvo. Poleg Solkana je znano, da je v Šentvidu bila ta mizarska obrt zelo razvita in je tudi dala gospodarske temelje potem tudi temu narodno-buditeljskemu gibanju v Šentvidu. Namreč Šentvid je, lahko bi trdili, da je bila motivacija za vižmarski tabor res predvsem narodno-buditeljska. In mogoče se ni dovolj tudi poudarilo, da je imela pomembno vlogo tudi pri organizaciji tabora v Vižmarjih tudi Blaž Potočnikova čitalnica. Torej, Šentvidu je takrat, lahko rečem, cvetela ta čitalnica, ustanovil jo je pa tedanji šentviški župnik Blaž Potočnik, zato tudi se imenuje Blaž Potočnikova čitalnica. Torej je odigrala pomembno vlogo tudi pri organizaciji tega tabora v Vižmarjih in v neki meri, seveda širše zasnovano to tradicijo, nadaljuje zdaj to društvo Blaž Potočnikova čitalnica, ki je tudi pobudnik teh dogodkov ob 150-letnici Vižmarskega tabora. Mogoče toliko še z moje strani. Hvala. No pa še revija, ta naša druga številka, letnika 2018, v katerem je nosilni članek, torej pregledni članek o taborskem gibanju, avtorice dr. Dragice Čeč, na naslovnici pa torej ta razglednica, ki jo je prispeval zbiratelj Zmago Tančič in je tudi prijazno dovolil njeno objavo na naslovnici, torej Pozdrav iz Vižmarjev kot neka asociacija na vižmarski tabor. No pa mogoče še to naše krajevno glasilo, Šentvid nad Ljubljano. Šentvid je bil namreč kot samostojna občina ukinjen 1956. leta in priključen Ljubljani. Domačini sicer še vedno, čeprav smo Ljubljančani, še vedno govorimo, da gremo v Ljubljano. Zato mogoče naslov glasila Šentvid nad Ljubljano, ki izhaja parkrat letno in lepo pregledno so v njem objavljena vsa ta dogajanja, torej na krajevni ravni, tudi na šolski, kulturni, tako da je eno tako zanimivo glasilo, včasih je zanimivo in koristno prelistati. Ta številka je posebej. Ja, 2 številki sta bili namenjeni prav vižmarskemu taboru. To so, ta je, mislim, da ta teden išla, ena pa že bolj v začetku leta. Najlepša hvala, Dragica. Mislim, da še vidimo nekaj lokalno skupnost, nekaj na tem dela. Lepa, Dragica, ker se bila že nekajkrat omenjena, bo še kot soorganizatorka ti zaključne besede podala. Jaz sem si hotela zdaj še eno sliko narediti publike, pa bom najprej se zahvalila vsem, ki ste vztrajali do konca, vsem referentom, ki ste se odzvali v vabilu,
na ta znanstveni posvet in tudi vabilo, da bomo o tej tematiki še kaj napisali in kakšno stvar še nekoliko globje raziskali. Dejstvo je, da vsaka generacija zgodovinarjev, tako kot vsaka generacija politikov na razmere gleda z svoje perspektive in da je potreben neki dialog in v bistvu izmenjava mnenj, ki nas vse skupaj bogatijo in res kažejo to kompleksnost zgodovine. Zgodovina ni avtoritativna, zgodovina je barvita. Najlepša hvala še enkrat hvala vsem za sodelovanje. Boste to vse objavili?